vedrne peza pod, grunta šatja al tot, vrsti v zrak in grož. Hej, hopla, cifra, mož. Hej, hopla, cifra, ali pa mož. Ja. Cifra ali pa mož, ja. Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni ministri in ministrice našega ministrstva za ljubezen. Ministrstvo za ljubezen se ukvarja s tem, da preverja in dosledno skrbi za to, da se izvaja eden in edini zvezdni zakon, imenovan zakon ljubezni obvezno. Pozdravljeni, dober dan, optimisti in optimistke. Pozdravljeni vsi, ki ste za to, da se svet spremeni iz grdega v lepo, iz narobe v prav, iz temnega v svetlo, iz sovraštva v ljubezen, iz nemira v mir, iz narobe v naprav, to sem že rekel, iz mržnje in zamer v to, da postanemo lepa, krasna skupnost, da ne gremo več na, da postanemo mož, ne pa cifra, ne? Kaj hopla cifra mož, majster, ali si na denar, ali si možakar. Govorimo o moralno-etičnih vrednotah in o vrednotah, ki so vezane na ljubezen in izhajajo iz srca. Ta svet je bil čist na glavo, a se strinjamo, ta svet je bil toliko vijavaja, da je cajt, da ga res eliminiramo. Zdaj dobra volja je najbolja, to sem večkrat opozoril. Zdaj nekako mi moramo priti do sebe, a ne? Sej je stvar čist enostavna, ne? Zdaj, kako do sebe? Pa pomeni, da moramo upoštevati par nekih parametrov, a ne? Neke stare razvade moramo pozabiti, neka stara znanja, vedenja, dogme, prepričanja, belief system, no, to moramo zradirati in se naučiti nečesa novega. Recimo, biti negativen do stvari, joj, pa kakšno bo vreme, joj, pa kaj nam bodo spet naredili, joj, pa spet je ovo, pa lej prasti spet našpricajo, pa ti prekleta pril, kako je mrzo, pa ne vem kaj. In to so negativne stvari, ki se meljajo v glavi in to v bistvu vibracijo drži dol, kaj ne? Zdaj, če bo človek malo ubrisan, pozitivno naravnan, a ne? Jaz sem rekel, tudi chemtraili niso več chemtraili. A so ali niso? Ne vem, jaz sem pozitiven, pa pravim, da niso, ker do zdaj sem preživel, kljub temu, da so zares bili kemični zastrupljevalci našega okolja, našega uma in tako naprej. Zdaj mislim, da niso več. Celo nekje je ena debata, da v bistvu se je izkazalo, da je v chemtrailih preveč denarja za premajhen efekt. No, efektivno je jasno, da nimamo sonca, to je jasno. Ampak, a če smo se zdaj pregovarjati, joj, prasti, ni sonca, pa to. Ja, ni ga, ne, danes ga ni, kada je prvi dan v življenju oblačno. Pa saj ne bomo zaradi tega umrli. Skratka, da pridemo do sebe, moramo spremeniti določene razvade in upeljati določene nove navade. Biti pozitiven, izbrati svojo glasbo, ne se flikati pred televizijo, pa upati, da bo tam na televiziji kaj dobrega prišlo za vas, ker ne bo, a ne? Ker ne more in nikoli ne bo. In to je razvada, ki jo treba skiniti, ne? Isto velja, ja, pa malo radio vžgem pa je. Ne gre to tako. Zdaj, jaz gledam za sabo ta video posnetek, ko sem upal, da bo zdaj speljala zadeva, ker sem vam hotel pokazati tole, lejte to, pazi, zdaj ti to. Ampak on se kar skozi malo heca. A vidiš, valjda, on ne bo zdaj meni. Za nami nikdar več ne bo, lepo, ne? A prav zato s to pesmijo gre k tebi lahko. S pesmijo gre marsikaj, nekako sem vam hotel predstaviti, mečkam se poigravam s tehniko, mogoče bi vam naredil neke vrste radio, ampak vidim, da še štrajkajo stvari, pa ne bom se zdaj tehnično ustavil, bomo kar nadaljevali, tudi če malo škripa. Ostali smo pri navadah in razvadah. Zdaj,
mi imamo v teh zgodbah kako do sebe, a ne? Mi smo verjetno vsak, ki je kaj iskal v življenju, je srečal debele duhovne knjige, a ne? Kjer je pisalo, moraš meditirati, ne smeš jesti mesa, potem moraš iti na terapijo tega in onega, potem moraš globoko resnico, esenco, duhovnost, ovo, komplikacija DO in iz tega se je rodila, bom rekel, se je rodil v mnogih ljudeh, nekako se je razblinil ene vrste ego, se je vzpostavil pa duhovni ego, a ne? To je tisto, kar sem jaz večkrat opozoril, meni ljudje rečejo, jaz sem tudi tako ful duhovna, ful imam kristale, pa mandale, pa mantre, pa ovo. A veste, mantra in urok je pravzaprav, raztegni harmoniko. A uživate v glasbi na tak način? Mantra in urok je pravzaprav vsaka naša beseda. Pazi, kaj govoriš. A veste, v angleščini se reče spelling. Kadar črkuješ, se reče, da je spelling. Ampak spell pomeni tudi čarobni urok. Torej, v besedah je moč. Čakaj, kam sem pa jaz, da je to napisal? Besede imajo moč. Ja, šmenta. Beseda, bes. Beseda, ne besa, ne besa imeti, zato ker bes ni v redu. Razumete? Že v sami besedi je marsikaj, zato moramo paziti, kaj govorimo. In ako se bom zdaj dotaknil tega, da se nekateri zataknejo v to, da pravijo, ja, zdaj pa beseda res ni ca, a ne, bom dal malo bolj potihem, da vam ne bom motil. Beseda res ni, a veš, zdaj nekaj je pa laž je, a ne, laž je. Zdaj jaz besede resnica res ne bom razdelval in jo ne bom obračal v res daje ali v res jeda ali razjeda ali kako. Zame resnica je resnica in to je tisto, kar prihaja skozi moje grlo. In skrbim za to, živim na tak način, da v bistvu iz sebe dajem tisto, kar je res, tisto, kar sem preveril, tisto, kar sem občutil in doživel. Ne ugibam jaz, ali je ta svet iluzija ali ni, ali ima ta svet negativne ljudi ali ne, ali je sonce oddaljeno toliko stran ali ne. Jaz ne ugibam, jaz vam povem tisto, kaj vem. In jaz vem, da smeh je pol zdravja, jaz vem, da Kekec je imel prav, ki je rekel, dobra volja je najbolja. Jaz vem, da je res, da je treba poskrbeti za optimizem, za zajebancijo in norost in delati stvari, ki jih delamo radi. Zdaj, mnogo teh, ki so duhovni, imajo močno razvit duhovni ego, in imajo ene in iste floskule, razlage, naučenosti in to zdaj mi iz teh, jaz sem vas milijonkrat opozoril na farizeje, mi pri farizejih opažamo, da zdaj mnogi primejo neko temo in poljo vrtijo to, kar znajo, vrtijo do nezavesti. Zdaj boste sami pogruntali, koga imam v mislih, pa nimam v mislih samo enega, ampak kar celo hordo. Bodite pozorni, kaj vam ljudje razlagajo. Sej boste rekli, ja, Turšič, sej ti se tudi ponavljaš. Ja, sem vam probal opisati milijardo in eno stvar, kako priti do svojega bistva. Kako priti do svojega nič drugega kot pravega miru, nič drugega kot to, da postajate real Kekec. Who's the real Kekec? Pravi heroj je biti pravi človek, nič drugega. To, kar si, bodi to, kar si, pokaži to, kar si in to je to. In bodi in na tak način deliš ljubezen, ker kdo pa si? Ja, valjda bitja svetlobe, pravzaprav univerzalne sile imenovane ljubezen. Pomanjkanje ljubezni je sovraštvo, sovraštvo je antiljubezen, preide v antiljubezen in ta svet smo opazili, da pač deluje kontra ljubezni in dajmo se zavedati, da je treba slediti ljubezni in iz tega sem naredil ministrstvo za ljubezen, pol imamo agencijo za dobro voljo, pol imamo,
Zavod za zdravljenje ljubezni, ne, ZZZL, ne, ali neki, vse sorte traparije bomo nagruntali, ampak načeloma, če je iz vzgiba ljubezni narejena stvar, je prav. Zato veste, da je bila hrana, ki jo je skuhala babica s takim veseljem in ljubeznijo, je bila tako dobra, kot šus, ne, zaradi tega, ker je imela not ljubezen. Tudi komad za nami je narejen mavrični ljudje, njihova je pot, živi zid iz viharnih zablod. A veste, v glasbi je že vse, zato si jo morate. Umrle so sanje mavričnih ljudi, vendar ogenj pod pepelom še tli. Pod pepelom še tli. Ja, ljubav ni nestala, samo se sakrila in spet se rodi ta naša pravljica. Tako nekako bi vam rad urinu, da dobra volja res je najbolje pa optimizem. Boste rekli, spet je pa ponavljaš, zdaj se pa ponavljaš. Ne, upam, da se ne pri nekaterih stvareh, pa se zaradi tega, ker vidim, da se morajo zapičati v male možgane. V male možgane se mora zapičati to, da ugotovimo, da smo res megalomanska bitja. Mi smo bogovi. Mislim, zdaj ste rekli, tu že se malo blede, nič se meni ne blede. Oče naš ni tam, tam je naš ata. Bog je pa vsak svoj. Zato pa se dostikrat reče, ja, ljubi Bog, kaj pa delaš? Ne? Ja, ljubi Bog, kaj si pa ti naredil? Ja, ljubi človek Božji, kako si pa tu sestavil? Ne? Božji človek. Ni tle zezanja, ne? In religioznost je seveda kontra, bom rekel, tej. Zdaj, še beseda duhovnost je v bistvu čisto zaumaken. Gre za v bistvu to, kar si na eteričnem nivoju, ne? Na energetskem nivoju. Sej, mi samo prebivamo v tem telesu, ne? To je vesoljsko plovilo za hojo po zemlji, ne? Mesena oblika energetskega biti. Sej smo to že definirali. Ok, in zdaj v bistvu smo rekli malo te besede, vse sort se nam zapičijo, torej res ni ca, to zdaj je precej že znana beseda, lažje je, a ne, in zdaj pazita, a me imaš kaj rada, a ne, a me imaš kaj rada, pa je ratala maškarada in punce mažejo, se maškarajo, zato da bi bila ljubljena in čas bo zacelil ta. Čas bo pomlajšal ta planet. Čas bo pomlajšal planet, absolutno. Časa je konec. Čas bo prišel do konca in razturava se v bistvu vse, kar ni ljubezen. In danes sem nekje prebral, smilijo se mi beli klobuki, ki se morajo toliko ponavljati, da pravzaprav sploh pripeljejo ljudem pred oči to globalno natego, ne, to verovanje. Meni se zdi čist noro, kako ljudje verujejo v laž, v ustrahovanje, v negativo, to verjamejo nemudoma. V pozitivo pa ne morejo verjeti. To pa ne. In tam verujejo za pozitivo, rabijo pa dokaze. Mislim, a ni noro, ne? Pa predvsem funkcionirajo na to, da nič ne berejo, nič ne raziskujejo, ampak tako je rekel, tako je tam slišal, tam piše, tam je narisano, ampak raziskovanje pomeni, da imaš 3, 4, 5 ali pa 15 verov, pa ugotoviš, da so si mal odstopajo in imaš nek zaključek, a ne, svoj. To velja za okroglo zemljo. Nimamo kaj. Ni kugla. Da se na glavo postaviš, ni kugla. Zdaj, je zdaj smiselno iti na ulico pa reči, verjemte mi, da ni okrogla. Bodo rekli, ti si šel v maloro, ne? Ampak raziskali pa ne bojo. Ne? Raj bodo mene obsodili, da sem jaz, kakor da bi sami rekli. Pa vse mogoče pa res ni, ne? Ker horizont. Še vam bom to prinesel zaradi tega, ker je to nujno potrebno in ker je to prva dogma, ki se more zlomiti. Torej, zlomiti se more to, da verujemo nekaj slepo, kar so oni ponavljali, pa je zdaj pa kar rata, mislim, vse civilizacije so razlagale o ravni zemlji, le NASA je rekla, da je okrogla in zamislite se moč NASA, da je uspela planet prepričati, da ni plošča, ampak je kugla. Vsak pilot ve, da je ravna. Torej, vsi piloti so med sabo povezani in držijo to skrivnost. Če so piloti med sabo povezani, so tudi farmacevti in doktori med sabo povezani in držijo skrivnost, ne? Zdaj, skrivnost in kaj pa zdaj, ker je skrivnost razkrita,
Ti, ki so skrivnost držali, so se v bistvu ukvarjali s tem, da nekoga zavajajo zaradi tega, da nekaj pridobijo. Kaj ne? No, mislim, če ne bi človek zavajal, ali kaj? Če ne bi bilo zadnji nekega interesa, človek ne bi zavajal. Ne? Zato pa štrajkajo zdaj, ker ni cin, pa pol ne bodo več zavajali. Ne? Vse upravne enote, pa sodnija, pa zdravstvo se zdaj s tem ukvarja. Ne? Kaj se hoče reči, da ljudje zavajajo, torej laž, torej interes. Kaj sem jaz hotel zdaj reči? Da je generalno se more zlomiti prepričanje, da je sploh komu kaj za verjeti. Na prvo žogo ne. Zaradi tega je smiselno, da se poprimemo tega, kar je meni moj mojster pred leti rekel: Matej, ne sledi mojstrom, sledi temu, čemur so mojstri sledili. Torej, sam se prepričaj, sam pridi do dognanja, ne pa da širiš verovanje ali ugibanje. Da ne bom šel naprej k temu, da se širijo klevete, laži, polresnice, totalne zavajanja, debele laži in vse sort. Skratka, treba je priti do lastnih spoznanj in za temi človek, enkrat prideš do lastnega spoznanja, za tem stojiš brezpogojno. Ne? Zato recimo jaz se z nobenim ne mislim pregovarjati. Veš, jaz lahko rečem, zemlja je ravna, pika, in zdaj on bi meni rekel, ti si neumen, ker to vse kar zna. Ne, pa ni, pa dokaž, da je ravna. Majster, ne bom nič dokazoval. Ne bom, ne. Zaradi tega, ker za dokazovanje ima vsak svoj Pa ne glede na število besed in dokazov, ki bi jih dal, bi na koncu bilo še vedno tako, da bi rekel, nimaš prav. Ne? Zaradi tega, ker ljudje smatrajo, da v bistvu jaz nisem dokazal dovolj relevantnosti, ne? In da sem jaz precej diskutabilen, ne? Da sem precej se da z mano diskutirati, pa v bistvu rušiti moje prepričanja, ker med tem, ko jaz točno vem, kdo je prebujen, kdo ni, kdo je fejker, kdo je realen, jaz to vse vem, jaz to vidim, jaz sem opazujem, koliko igralskih sposobnosti imajo ljudje, a ne? Mene se pač ljudje imajo občutek, da bodo mene odpeljali na krivo pot, pa to ne gre. Ker sem zabetoniran, mislim, stojim kot hrast v svojih prepričanjih in jaz bi želel, da vi imate svoje lastne prepričanja in boste ugotovili, da imamo mi skupna, enaka prepričanja, spoznanja, ne? Dejstva. Mislim, dejstvo je, da sonce rabimo. Kako če se zdaj z nekom diskutirati, ki bo rekel, ja, pa to ni dobro za oči, pa pol slabo, ne vem, mislim, kaj vam je sonce, brez sonca življenja ni pika, se to sem se že ponavljal, ne. Ja, no, zdaj sem pogruntal še to stvar, no, da zdaj, če smo rekli laž na laž, čemu? Zakaj? Zakaj ljudje toliko uporabljajo laž? Ja, zaradi tega, ker je to smiselno, ker je to dobičkonosno. To, ker je dobičkonosno, se hitro pokrije s tem, da recimo pohlep ni nekazniv, niti ni definiran kot bolezen. Pohlep pač si pohlepen, tak pač si, a ne? Zaradi pohlepa so določeni ljudje sposobni iti preko trupel. In za moje pojme je pohlep neke vrste odvisnost. Tako kot je odvisnost laž in kraja. Kleptoman, a veste, kleptoman je definiran kot psihična motnja, bolezensko stanje in če je kleptomanija definirana kot bolezen, bi mogla biti temu primerno, pa čakaj, bom zdaj takoj definirana tudi, Matejčak, ti ste nekaj, sem se zgubil, veš, ne, evo imam. Jaz sem rekel, da ljudje so narkomani, ker so odvisni od tega, da kradejo. Ta, ki je ukradel liziko, pa čokolado, pa kolo, pa je ugotovil, da ga ni noben dobil, ta je odvisen od tega, da to ponovi. Ta, ki je nekomu naredil iluzijo, pa mu je pri tem, da je nekoga zavedel, ni bil dobljen in to v njemu vzbudi en občutek, uspel mi je, daj da vidim, če mi to rata, daj da vidim, če mi tle rata nategn.
In človek postane odvisen od tega, da nekomu dela trike. Temu se reče manipulacija, kadar uspeš enega zmanipulirati prvič, drugič, 50-tič, verjamem, da človek to z užitkom dela. To je približno tako, kot odvisnost od iger na srečo. A ne? Je odvisnost, to je narkomanija. To so narkomani, zato se tudi reče narkisi. Narciski cuzajo skozi energijo, dobro voljo, življenjsko energijo, ljubezen cuzajo, uničujejo, ker tega nimajo, ker so odvisniki na instant dopaminu so. To je instant dopamin pravzaprav. In narkomani lahko definiramo, kot narkoman lahko definiramo vsakega, ki je kleptoman. Ne? Ampak mi smo šli naprej zdaj od tega, mislim. Zdaj Turšič ima domišljijo, ker ni narcis. Ne, narcis nima domišljije. On ima samo študira, kako bi nategnil, domišljije pa nima. Potem boste vi prepoznali narcisa, ja ali ne, poleg vseh ostalih, ki smo jih že definirali. Je treba imeti domišljija. Ja, to je nekaj, kar ljudje imamo, zato lahko delamo kreacije, ker si najprej domišljamo v glavi, pol pa počasi kaj sestavimo. Ne? Potico si najprej zamisliš v glavi, ne? Najprej si jo moraš pa želeti. Domišljija. Pejmo nazaj na narkomanijo. Narkoman je lahko definiran vsak, ki je kleptoman. Vsak, ki je, jaz sem pa zdaj dodal temu, lažoman. Ne? Torej, on želi lagati, ker mu je ratal, ker ga ni noben dobil, pa lažo naprej. Zdaj je situacija malo drugačna. Ne? Ta narkomanija ne gre, ker lagati njim ne gre, ker so dobljeni na 1, 2, 3. Pol imamo nategomanijo, ne? Nekoga nategniti, nekoga okrog prinesti, to jim je the best. Pol imamo klevetomanijo, torej ljudje radi klevetačijo, odvisni so od tega. Veš kaj je Štefka rekla? Veš kaj je pa Peter naredil? Pa kaj? To ljudje uživajo, odvisni so od klepetačenja in klevetačenja, in ker je to dobra igra, narcis želi vedno s kom biti in klevetati in klepati razne zarote. Bom še prišel do ene zadeve, ki sem jo pogruntal pri narcisih, oziroma pri tem svetu narkomanstva. Zdaj bomo narkomanijo definirali kot, smo rekli, kleptomanija, lažomanija, nategomanija, zlorabomanija, zlorabljati dobroto človeka, zlorabiti človekov čas in tako. Pol imamo nakladomanijo, da ljudje nakladajo nekaj, v tri krasne, pol prazno slamo tolčejo, ne? Tudi to je neke vrste odvisnost, ne? Prazno slamo manija. Ne? Pol imamo mi še kleptomanija, lažomanija, nategomanija, zlorabomanija, klevetomanija, čakaj, še sem jih imel. Pol pa imamo pedofilomanijo. Pol imamo v bistvu to, da oni so odvisni od tega, da zažigajo duše. Sežgejo te, da te boli. Oni v srce te zlomijo, torej so tudi piromani, so odvisni od piromanije. Pedofilomanija, umoromanija, oni so odvisni od tega, da morijo vse, kar je živega. Imajo radi iluzije, torej imajo iluzijomanijo. Kontramonijo, oni so radi vsemu kontra. Ne? Če ti rečeš, zemlja je kvadratna, oni rečejo ne, če rečeš, da je ravna, rečejo, da je okrogla, če rečeš, da je okrogla, rečejo, da je ravna. Če rečeš, da je vse iluzija, oni rečejo ja, vprašanje je, če smo sploh mi tudi tukaj. Če ta stol je iluzija, tale miza je iluzija. Čist zajebejo, oni grejo, da te odpeljajo drugam. Iluzija je pa resnično vse, kar oni stresajo iz sebe, ker seveda, če ni resnično, je iluzorno, kaj ni. No, evo. Pohlepomanija, pohlep, požrešnost in dejansko pohlep je v bistvu greh. To ni prav. In pohlep je treba ljudem zbiti iz glave. To spada v kategorijo, ki sem v začetku rekel. Določene stvari se bo treba odnavaditi. Biti pohlepen, biti negativen. V bistvu odnavaditi se bo treba, da moramo skozi nekaj hiteti, da moramo vedno nekaj narediti, speljati ovo, zdaj sem in kaj in tako naprej. Nekaj stvari se bo treba odnavaditi in nekako sprejeti tudi dež. Dež je tudi vreme in dež je dobro vreme, ker dobro očisti negativno energijo in dajmo tudi dež probati jemati na tak način, da
Razumemo, da dež ni slaba stvar, pa zalije, pa lepo zdaj namaka, se vem, marsikdo bi zdaj kaj radžo posadil, ampak nič skrbeti, maj je kar ta prav mesec za sajenje, nič ni prepozen, za nič. Eni imajo že krompir v zemlji, sem ne vem, so ga dali v frižider, bučkati. Skratka, mi smo ugotovili, da so ljudje narkomani odvisni od raznih stvari, ki jih prakticirajo. In zdaj, glede na to, da mi te stvari, bolj ko smo prebujeni, bolj te stvari zaznavamo in prepoznavamo. Naša naslednja naloga je, da kar prepoznavamo, ustavimo, nemudoma. Rečemo, stari, prazno slamo tolčeš, bo šlo. To se zdaj ponavljaš, že 50-tič si isto povedal. Ok, razumem to in in zdaj to, razumem. Ne rabim ponovno, govorim, jaz se spomnim, ko smo imeli debate, zdaj, ko gledam nazaj, se spomnim, kako so eni ljudje eno in to isto žgali. Eno in to isto, nekdo je vedel o avtih, da smo vsi poslušali od drugega avta, en je imel nakladalko, smo skozi nakladalke poslušali, en je vedel od muske, pa je od muske nabijal neke strokovne stvari, mislim, pa jaz sem audioinženir, mene stvari zanimajo, ampak hočem reči, da postanete pozorni, da ljudje v bistvu vejo samo tak košček. Ideja prebujenosti je, da se ti zavest razširi iz dneva v dan, to je journey, to je popotovanje. Danes vem nekaj več, kot sem vedel včeraj. Danes razumem nekaj več, kot sem razumel včeraj. Ampak to, kar sem danes v razumevanje dodal, je v bistvu naloženo na tisto, kar sem jaz včeraj dognal in pred včerajšnjim. In to je catch. Ljudje upajo, da se bo takole prebudil, zdaj pa je vse narejen. Ni, na nas je, da nehamo biti odvisni od tega, da klevetačimo. Mislim, jaz nikoli nisem. Da ljudje nehajo biti odvisni od tega, da lažejo, da nehajo biti odvisni od tega, da nategujejo ljudi, da svoj pohleb brzdajo. Zdaj kako? Ja, seveda, nekdo, ki je narkoman, to ni simpel, da rečeš, ok, pa ne bom več. Mislim, jaz sem kadilc, ni simpel nehati, jaz sem 1001 razlog, zakaj moram kaditi, in verjamem, da ni enostavno. Mogoče človek neha kaditi, ko se znajde nekje, ker tobaka ni, Ti si na sred morja, zdaj čikov ni, kaj boš zdaj ni, pa ne boš, ne moreš, mislim, kaj, ne gre. Enako se verjetno lahko zgodi tudi to vrstnim narkomanom, ki so odvisni od laži in od kraje. Ko ne dovolimo kraje, ko prepoznamo laž, ko ne morejo lagati, ko ne morejo krasti, ko ne morejo nam bučk prodajati, takrat pa to več ne gre, ampak na nas je, da ustavimo to, rečemo pa, stop. In zdaj mi imamo več teh nivojev ljudi, eni zdaj malo manj to dogajajo, eni so čist navlečeni, eni imajo milijarde in milijarde, pa še ni dost. Torej, jasno, da gre za navlečenost, Ok, pohlep kriminal, ok, zdaj bom pa še, torej, duhovni ego smo malo definirali, Torej, duhovni ego je tisto, ki se v ljudeh zbudi, da je treba, ne vem, nositi jaz imam tudi kamen. Boste rekli, da imaš ti tudi kamen. Jaz ta kamen sem dobil, pa ga z veseljem nosim, mu ne pripisujem prav nobene funkcije. Lep je. A kaj nuca? Super. Meni nuca, kako mi nuca? Nimam pojma. Dobar je. Zato, ker sem optimist. Zdaj, da bi pa jaz šel v to, ali je ta kamen mi prinaša srečo, veselje, denar, ne gre, meni v redu funkcionira, lep je. Hočem reči, da zbirati kristale in to ne pomeni duhovnost. Vse, kar je mogoče s kristali, imam en večji kristal, s kristalom energijsko on prenaša nekaj. Kaj zdaj, ne vem. Ampak da bi jaz zdaj šel v zbiranje kristalov, pa jih imam mogoče prodajal, pa ne vem kaj, to nima smisla. Ker kekec ni imel kristalov, ampak je boso nogi hodil po vodi, po naravi, in tam je imel tudi vse možne kamne. Saj ni vedel, katerega je pohodil, pa katerega je v vodo zabrisal. Prijel ga je, dotaknil se je kamnine. Sem predaleč zaglajzal. Duhovni ego je tisto, kar ni širina zavesti. Duhovni ego ni prava lastna biti. Biti, prava esenca, v resnici, to, kar si, se izraža v vsakodnevnem življenju, v dejanjih, v
delovanju, v svojem bivanju, v svojem biti, to, kar si. A ne? In zdaj jaz sem poudaril pomembnost notranjega miru, torej zena, kjer ti marsikaj lahko na pamet kapne. A ne? In žal je človeštvo izkazalo svojo hudo velikansko in neskončno neumnost, a ne? Zaradi tega se poslužujejo tega, kjer so dobri in od tega so odvisni. Ne? Torej instant stvari, ki sem jih definiral. A če mi še enkrat, klepetomanija, lažomanija, nategomanija, zlorabomanija, klevetomanija, nakladomanija, piromanija, pedofilominija, umorija, iluzomanija, ugibomanija, ugibanje, to so strašno. Ja, to jim je tudi dobro, ugibajo oni svašta. Kontramanija, biti vsemu kontra, pohlepomanija in tako naprej in še jih bomo nabrali na tem našem novem ministrstvu za ljubezen, kjer izvajamo zakon ljubezni. Zakon ljubezni pa v bistvu vse to, kar sem vam glihkar naštel, izpodbija. Ne? V bistvu si kaznovan zato, ker kleptomanija ni za ljubezen. Nekdo je brez ostov, če si nekomu nekaj ukradil. A drži, če si nekomu klevete razširil, si ti proti ljubezni. To bi mogel zdaj zakon ljubezni pa imeti tudi sankcije. A ne? In kar se mene tiče, je zdaj z drugimi besedami je izgon, ne? Izgon, torej je ignoranca, to je tisto, ki smo se pogovarjali, stran od toksičnih ljudi, a ne? In toksičen je vsak, ki je proti ljubezni. A bo šlo? Tako da zdaj z drugega kota smo spet definirali isto stvar, narcistično, napačno, bom rekel toksično, tisto, kar v bistvu novi svet ne bo prenašal in ne bomo tega prinesli sabo v nov svet. No go, ni šanse. Čakaj, kaj sem še tlele? Ja, v teh ljudeh, ki sem zdaj tako rekel, to, kar je v njih, to sploh ni več energija, ne? Mislim, zgledam, ljudje so na pol mrtvi, ne? Tako. Kaj se naredi s preteklimi dogodki? Ja, zabrišeš jih v kanto, jih zakolješ, ne? V bistvu jih pozabiš, ker pretekli dogodki, ki so boleli, naj ostane od njih lekcija in ne bolečina. Še ena stvar, ki sem jo hotel definirati, small act of kindness, small act of love. Torej, majhno dejanje prijaznosti, samo že najmanjši izkaz prisotnosti ljubezni je dovolj, da začne spreminjati svet. Vaš. In naven. Nekomu polepšaš moment ali dan. A ne? Zdaj, v tej pozitivnosti in izkazovanju ljubezni in izkazovanju prijaznosti, a ne? Če so celo najmanjši košček tega v vsakem dnevu znova in znova, ima smisel. Pa bom zdaj vam prebral, da šibka pozitiva in kontinuiteta ima večjo moč, kakor negativa. Negativa ima veliko moč, ampak ne na dolgi rok. Zaradi tega jo je treba ponavljati in oni negativo rinejo, zato pa so vsak dan novice, vsak dan neka novo sranje, ne? Da oni negativnost vzdržujejo. Če pa imate majhno pozitivnost v sebi, da verjamete, da je v človeštvu upanje, je to sicer majhna kapla, ampak ima dolgotrajno silo. A sem bil kaj jasen zdaj? Prav je, da ponavljamo pozitivo, če tudi je majhna, vsak pri sebi, in če bomo skupaj bili taki, bomo mi kaj uspeli narediti na tem svetu. A drži? No, tako, to sem zdaj prebral, bodi avtonomen in avtentičen, to je zelo pomembno, da ugotoviš, da znaš vse sam in da ugotoviš, da za vse si sam, ker šele kadar si sam nekaj naredil, pol v bistvu ne moreš nekoga drugega kriviti, če je kaj narobe. Ne? Torej, prevzemi nase odgovornost in zavedaj se, da si sposoben, si sposobna narediti vse sama in biti v bistvu kot samostojen človek na tej zemlji. A je to treba? Ne. Ideja je v tem, da se združujemo, vendar, ker smo rekli, da ločujemo seme od pleve, moramo najprej sebe izločiti iz te mešance in definirati, kaj smo. Ne?
ko ugotovimo, da smo naredili v življenju greško, tako, moramo priti do enega zaključka, da je v bistvu vsem vse odpuščeno. Eno ful lepo sliko sem dobil, kjer Jezus pravi, ko vabi z roko, pa pravi, ni važno, kaj si naredil v življenju narobe, samo vrni se, prosim, domov. Ne, zdaj, prosim, pridi domov, pridi v svoj mir, pridi v svoj zen, pridi v svojo pravo biti, postani kekac, postani cel heroj, postani človek, to, kar si, a ne? Pridi domov k sebi in ne bodi to, kar je družba tolerirala oziroma kreirala. Torej, nek namišljeni ego, ne bodi pohlepan, ne bodi kleptoman, ne širi laži, če te kao noben ne dobi. Zdaj, sistem je zelo, zelo dober pokrival drugega in ko mi čakam, da se zgodi zdaj ena papirologija, kjer bom obširneje lahko stresu nekoga iz hlač. Ker mi je to kar očitno potrebno. Zdaj bomo mogoče mogli skupaj kaj pustno stati. Nima veze, bodi to, kar si, to je to. Okay. To pa smo že rekli, da v bistvu motilci, sistem, narcisi, ti, ki delujejo s sistemom, pravzaprav bi želeli vas defokusirati iz tega, kar ste. Fokus je najpomembnejša stvar in sistem je ves čas skrbel, da nismo bili v svojem fokusu, ker če bi bili v svojem fokusu, bi spoznali, kdo smo in da oni nad nami nimajo moči in avtoritete, da mi imamo sami svojo oblast, da ne rabimo fake oblastnikov, ki nam trdijo, da smo mi od njih odvisni. Tako, dajmo iti v sebe in bodimo avtonomni in avtentični. Igra ni v redu, igra nikoli ni bila v redu. Jaz v bistvu opazujem. Vsega ne smem pokazati ljudem direkt, ki jih opazujem, kaj ga glumijo. Tudi takole na omrežjih, moram zelo nežno, veš, ker če nekomu rečeš, da je nekaj, ki si ti fejker, ki mi ga glumiš, to dobiš proti napad, nemudoma. Nemudoma dobiš proti napad, obsodbe. Nekdo je prišel do mene pa je rekel, joj Matej, ti si toliko hud, pa to, mi to isto mislimo, Pa je pa začel v nekem komentarju meni argumentirati, točno res je, da, točno to mi je gonil kar v eno. No in pa sem rekel na koncu, da mu pišem message, rekel, da se ne bova kaj po zidu. Mislim, kaj ga biksaš, to res je, da, to si zdaj pa za papagajo in to zdaj to eno in isto gonaš. Vse v redu, si spoznal, drži, bod na svojem zidu, aktiven, deli resnico, res je dajo, ali kako že ti praviš, in piči, se ni nič narobe. Jaz načeloma ne serem ljudem po zidu, veš, kljub temu, da jih vidim, Pridejo pa sralci k meni srat, to pa jim je blazno veselje. No, skratka, je on rekel, evo, pa sem te dubil, pa si se izdal. Ti nisi zares je, da. Nisem. Začel je, da smo da smo vsi empati, vsi smo za resnico, zares je dajo, no, zdaj po njegovo, ampak na koncu pravi, viš si se izdal, da to pa nisi ti. Tako je obsodba in tako, hočem reči, da čim človeku kaj poveš, direkt je tako je obsodba, zato moramo zmeri lepo zapakirati in v bistvu na provokacijo, sovražnost reagiramo z lepim odgovorom, pravzaprav mi ne smemo reagirati na provokacije, še lepša je pa ta, bom rekel, to je zdaj moj upgrade, da reagiraš drugače, kot je on predvidel, da ga presenetaš z reakcijo, tam so pol čist razoroženi, zato ker nimajo domišljije in nimajo hitrih možganov. Oni so po stare plošči, stara plošča, vse eno in isto vrtijo, eno in ta isto gonijo. Tako da, veste, če vi njemu date izkaz intelekta, je on mrzel, pečen maček. Ja, tako pač to je. Dobro, tele imam pripravljenih še par stvari za vas. Torej, the church is lying, torej cerkev, religija laže. Jezus to razlaga, pravi, jaz sem vam lepo rekel, da so nebesa notar, within, ne zunaj. Cerkev je vse na glavo obrnila, Če je Jezus rekel, Bog je notar, so oni rekli, pol Bog je zunaj. In to je prva greška, in to je zdaj belief system, so ljudem ucepili, Bog je zunaj, Bog je tam, Bog je tam in človek je rekel, ok, pa je Bog tam. Če vsi tako ponavljajo, pa verjetno je res. Torej,
mi žabonari, kjuji, ti, ki smo prišli prebujati, mi smo tukaj zato, da zlomimo vse te dogme in ta prepričanja, ampak preden smo lahko sposobni bili razlomiti te stvari drugim, smo sami pri sebi mogli razlomiti čist vse, kar smo bili naučeni, indoktrinirani in smo mislili, da je realnost. Ne? Vse to je bila iluzija. Ne? Veš, politika je zato, da skrbi, da je ljudem lepo. Ja, to je treba zlomiti, ne? Veš, jaz tudi nisem čez noč prišel iz okrogle naravno zemljo. Ne pa ne. Pa to, da nismo bili na Luni, tudi nisem jaz kar v eni minuti pogoltnil. Ne, ko pa zagledaš tok in tok posnetkov, tok in tok nemogočih stvari, to pa ne bo špilal, ne? Mislim, ne bom šel v to. Skratka, Jezus je rekel, cerkev vam laže, kraljestvo in nebesa se nahajajo znotraj vsakega posameznika. Mogoče bi lahko tudi malo meditirali, da bi pogruntali to sami po sebi. Meditacija bi bila super za narcise, ker bi, če drugega ne bi, vsaj lagal ne bi, ker narcis takoj kot pregobec je že laž, nekaj slabega in tako. Skratka, meditacije jaz nisem koristil v življenju, ne veliko, ne? Res ne veliko, zaradi tega, ker sem ugotovil, da prava meditacija zame je, kadar delam stvari, ki jih delam rad. To je zame meditacija in biti v naravi je druga oblika meditacije. Biti v svojem pozitivnem fazonu je tretja oblika meditacije, na kar sem ugotovil, da meditacija je state of mind. Torej stanje uma je meditacija, biti v svojem zenu in ne dovoliti, da ti je mer kaljen. Okay. Kje pa imamo zdaj mi to? Moram dati enega naprej. Skratka, kraljestvo je znotraj nas in dajte se ga dotakniti, ko se ga dotaknete, ne boste šli nikoli več nazaj. A je prav? Iskrenost je za močne ljudi, samo slabiči izbirajo laž. Jaz tle nimam več kaj dodati, zapis ni moj, z njim se globoko strinjam, ker če bi človek imel dovolj poguma, da bi povedal po pravici, kaj je, se ne bi rabil lagati in ne bi probal na pritlehen način nečesa pridobiti. Okay. Ljudje se ne delijo na nacionalnosti, stranke in religije. Ne? Ljudje se delijo na pametne in na budale, torej na te, ki uporabljamo intelekt in tiste, ki so ga izgubili, ne? Ampak šele budale potem se delijo na nacionalnosti, stranke in religije. Ne? In torej, kdor začne uporabljati svoj intelekt, čustveno inteligenco, intelekt umski, povezovanje pik med sabo, ko začne širiti svojo zavest, ko začne preko zena dostopati do svoje modrosti, do lastne modrosti oziroma univerzalne modrosti, potem človek ne gre več ne v religijo, ne v nacionalnost, ne stranke, ne nič. Čeprav imamo ministrstvo za ljubezen, to je zdaj parodija, igrca. In bomo, tlej naprej mi je ful dobro fora, bomo razvijali v tej smeri, ker se mi zdi, da imamo tle precej lufta za narediti kontrafilm, ZZZL, Zavod za zdravljenje ljubezni. Ker ljudje so bolni, ljudje so v pomanjkanju ljubezni, čeprav bi ljubezen vsakega pozdravila. Ljudje so v pomanjkanju znanja, ker če bi vedeli, kako gre, pol bi bilo vse lažje. Ko pa, ker ne vejo, nimajo znanja, se poslužujejo verovanja. Evo, pa je, mislim. Tudi jaz sem predvsem mogel naštudirati, da sem štrumfati, da sem dojel, ampak ok, mogoče bo meni kdaj kdo kaj verjel, pa vim, da bo treba študirati. Verjetno pa je najbolj pomembno, da postavimo jasne meje. Ne je ne, pika je pa pika, a ne pika. Zdaj, duhovnost je to ena taka čirečara, meni je bilo tako bolano. Zdaj, ko gledam nazaj, ja, to so duhovni ljudje, jebem ti Božiča, ne. Lahko si spiritualen in imaš zlomljeno srce. Lahko si spiritualen, duhoven in si depresiven. Lahko si duhoven in si jezen. Ne, da zdaj imaš mržnjo, a ne, do zazmeraj, to ne. Zazmeraj, evo še ena beseda, za zmeraj je za mera in za mera je za zmeraj in to je uničevalec človeške psihe, duše in duhovnosti. Tako da za mero dajte čim prej stran,
Torej je treba odpustiti, da ni za zmeraj, ne? Da ni zamera, to dajte stran. Skratka, lahko si tudi jezen, pa si istočasno zelo duhoven človek. Torej, duhovnost pomaga, da se soočiš z doživljanjem človeškosti, ne pa da jo zanikamo. Okay? Torej, doživeti vsa stanja. Opa, muska je šla, ja, bomo dali naprej. Doživljanje človeške izkušnje, torej jeza, žalost, depresija, veselje, radost, ne? Zdaj vse to mi v nas imamo. Zdaj samo je treba balansirati med tem. Jezo imamo zato, da postavimo meje, nič zaradi drugega, zaradi tega, da se prebudimo pa rečemo, dosti, porka Madonna, kam pa greste, jebemo bater. V tem kontekstu, torej duhovnost je izražanje človeških izkušenj, ne pa zanikanje oziroma odmikanje njih. Okay? Tako da kar dajte se soočati samim sabo, je vse v redu. In ja, Jezus nam oprosti vse grehe in pozdravi vse naše bolezni. Tlele je sicer narisen voziček, pa ni mišljen tlele tako to vrstna bolezen, ampak bolezen uma. Mi se moramo ozdraviti od teh parazitsko-virusnih pizdarij, ki so nam jih uterali v glavo. Torej govorimo o sistemih prepričanja, verovanjih, nacionalizmu, strankarstvu in tako naprej. To so tiste stvari, ki so za ozdraviti. To je tisto, kar moramo ozdraviti. In zdaj zunanjega zdravilca pravzaprav niti ni potreben. Iako je univerzum sam po sebi, vsak sam je tisti, ki se lahko pozdravi. Torej, poznamo vsi placebo in če obstaja placebo, obstaja nocebo. Placebo pomeni, da če si prepričan, da ti tole koristi, potem ti tole koristi, a ne? Če pa ti misliš, da ti tole škoduje, potem ti pa to škoduje. Zato pa je zdaj toliko tega, pa veganstvo, pa ne smeš mesa, to ti škoduje, ovo. Dragi moji, meni ne škoduje prav nič, zaradi tega, ker sem prepričan, da vse, kar unesem v sebe, jaz pač rabim in je to zame v redu. Vsako za kaj, solata je za to, fižol je za ovo, zdaj ne vem, pršut je pa za to. Ampak sej, jaz sem zelo previden, kaj nosim v sebe, predvsem kaj poslušam, predvsem kaj nosim v svoj Tam smo mi najbolj zastrupljeni, vse ostale malenkosti nimajo veze. V Bibliji nikjer ne piše, kaj je treba jesti, kaj se ne sme, koliko se sme. Vemo samo to, da so pretirano debeli ljudje lačni, predvsem duhovne hrane, energetske poravnave, energetske prav biti. Tega so ljudje bistveno bolj lačni, No in to se kaže na pretiranem prenažeranju, zato pa imajo 200 kil mater vola. Ampak to je čisto nezdravje zaradi tega, ker je mentalno bilo nezdravo, pa telo je temu posledično njih tako. No evo, pa smo zdaj te pri ravni zemlji. Zdaj na tle zgornja slikca pravi, da če greš iz Sydneyja v Johannesburg, torej bi šel načeloma po južni pol obli, a vidite ta bela puščica od spodaj, tak let ne obstaja. Ti moraš iti gor v Saudsko Arabijo pa pol dol. Ampak dejstvo je, da če pogledaš to na mapi ravne zemlje, kot je od spodaj, na tem krogu pa vidiš, da je to čista ravna linija, da je avion šel čist naravnost, ni šel on cika-taka. To je meni bil največji pokazatelj, da pač zemlja, ta zadnji. Tle sem jaz zabil cvek in rekel, to je to, zemlja ni kugla, pika. Zato vam dajem čisto mojo to zadnjo, za vse ostalo prejmete pa sami predelati. The deeper the knowing, the more you want to be yourself. Ja, bolj, ker greš globoko v svoje zavedanje, vse bolj si želiš biti sam sabo. Prav res. In ni veliko ljudi, ki bi te razumelo, oziroma ki bi razumelo globino tvojih misli. Jaz resnično vam povem, da je res malo ljudi, s katerimi se lahko enačim, oziroma kjer lahko ekspandiram. Hvala Bogu, da sem spoznal Sabino, da lahko se poglabljava skupaj v stvari, ki jih pravzaprav ne morem z nikomer odkrivati, kjer v bistvu raziskujeva. A veš, tisto, kar zdaj v bistvu mi raziskujemo, ne piše v knjigah, ker so hudo skrivali delovanje narcizma, hudo so skrivali, da so oni med sabo povezani
hudo so skrivali stvari, da so v bistvu, da smo kradeni, da so v bistvu lovili in uničevali duše. A veš, ljudje so bili toliko navlečeni, kje imaš pa ver? Zato knjiga še ni napisana, vsak jo piše sam, mogoče pa jaz tudi v črke dal. Se obljubljam, ful pa nič ne naredim, ne, sem tle po listkih čečkaram. Skratka, ja, bolj, ko se poglobiš, manj je ljudi, ki bi ti lahko sploh sledili, sledili globini, zato jaz dostakrat te stvari prinesem bom rekel, lažji, enostavnejši jezik. Ne bom pozabil, ko mi je rekel kolega, daj razložiti meni kot 3-letnemu otroku, da bom jaz razumel. In res je tako, ene stvari pač pretapljam v bolj enostaven jezik, da lahko zagotovim, da je to jasno vsem. A je komu to dolgočasno? Upam, da ne. You become unstoppable when you work on things that people can't take away from you. Tako. Postaneš neustrašen in neustavljiv, kadar začneš delati na stvareh, ki ti jih ljudje ne morejo odvzeti. Sej bi meni ukradli znanje, ukradli bi mi moje prepričanje, ukradli bi mi svašta, ampak meni ne morejo ukrasti mojega mindseta, moje mindset, inštalacije uma, karakterja in osebnosti. Tega meni ne more nihče več zjebati, pa se lahko borijo kalevi, da bi dobili z mene zver, daj tam na gobec, pa da bi ga človeka preklinjal, pa tako, pa da bi ga jezil, sovražil, pa to. To se mene ne prime. In upam, da tudi vas ne, zato je edino in najpomembnejše delo, ki ga morate opravljati, je delo na sebi. In ja, vse vem, da delate na sebi. Eni malo bolj, eni malo manj. Večina ljudi pa žal ni v stanju razmišljati. Nekaj je v nas ljudeh. Tako da tako. Tudi goli smo vmes. Nikogar ne izdam. Seveda gre na bolje, itak da gre na bolje, nekaj sije v nas ljudeh in to je ta svetloba, ki jo moramo dajati in svetati in biti mi neskončno svetla bitja. Nekaj, kar v bistvu bo ljudi prepričalo, da bi oni tudi želeli biti taki, da ne bodo narkomani, o katerih smo govorili prej. No in ja, večina ljudi ni sposobna razmišljati, ampak raje veruje, ker jim je avtoriteta bolj slastna od razuma. Avtoriteta njim seveda tudi nagrajuje za svoje delovanje in tako. Čeprav ne vejo, da so sami sužnji. To sem še rekel, da bom vam povedal. Ne, bom drugače, bom pa pripravil, da bomo razumeli. Narcis ima flying monkeys, to poznate. Vsak narcis ima svoje flying monkeys. Flying monkeys je oseba, ki tega narcisa časti. Torej, te imamo v tem primeru avtoriteta, in ga časti in kako si hud, pa to, zabita sta oba, Ampak ta flying monkey je tudi manjši narcis, ki ima svoje flying monkey. In ti flying monkey so spet narciski, ki imajo še manjše flying monkey. In zdaj bomo to vzeli v družbi. Vlada je narcis številka 1 in ima svoje ministrstva, to so flying monkeys. Potem ima sodišča, policijo in tako, in to so še drugi flying monkeys. Ampak zdaj flying monkeys policija je svoj narcis, ki ima svoje flying monkeys, torej te neke ovaduhe, sodelavce sistema, in zdaj ti sistemski sodelavci ovaduhi so frajeri, ki imajo dober avto in imajo svoje flying monkeys, ki so spet narciski in tako naprej. In to je piramida, v bistvu, ko je flying monkey narcisu, je v bistvu sam narcis, vendar le avtoriteta oziroma višina, lestvica, stopnja, višina narcisa, pozicija tega narcisa je bistvena, različne so te višine. A sem zaglajzal? Ne, saj ste razumeli. You may have done some things wrong, but you have also done many things right. Če smo prej rekli, Jezus je rekel, dej, vse sort smo naredili narobe, dej, flikam čez ramo, prid domov. Tale tekst pravi, marsikaj ste naredili narobe, ampak vsekakor ste tudi naredili mnogo stvari prav. In dajte se zavedati, da tudi če ste bili v življenju bak,
niste bili sam bug, ne? Niste bili samo bug, zato ker vsi smo delali napake, vsi smo delali narobe, vede, ne vede, jaz bolj ne vede, mnogi žal vede, ampak ok, zgodba, to je stvar preteklosti, gremo dalje, aj prav. In če smo prej rekli, da je božanstvo, torej kraljestvo, kingdom je within, znotraj, ne? Kraljestvo je znotraj in če znotraj nas ni sovražnika, ne? Potem zunanji sovražnik sploh ne more nas prizadeti, pravi afriški pregovor. Torej, kadar mi sami sebe poravnamo, dobimo kraljestvo, kadar smo pa neporavnani, imamo pa notranje sovražnike, notranje boje, naj si bo ljubosumje, pohlep, jeza, mržnje, zamere, ne vem, žalost, strah, vse to so notranji sovražniki, ja, ne? In kad te spucamo, kad z njimi rešimo, kad jih vržemo čez ramo, ne vem, zakaj je tolikega mletja, tega sranja. Ne rabiš imeti, vrš čez ramo, dan, opazuj okolico, opazuj sebe, kakšne vse sposobnosti so v nas. Skratka, kadar porihtamo notranje sovražnike, tudi zunanji sovražniki nima več vpliva. Jaz sem vam večkrat ponovil, če bi bila v sobi 2 in bi en mene skušal prizadeti, potem bi bila v sobi 2 idiota, a ne? Mene se pač prizadeti ne da, idiot je vsak, ki skuša kogarkoli prizadeti, aj prav. Jaz ne želim nikoli nikogar prizadeti, zdaj resnica je resnica, marsikoga, resnica osvobodi vsakega. Je pa res, da vsaka laž, vsaka manipulacija, ko se sreča z resnico, je seveda vžge obrambni mehanizem prizadetosti. Ne? Tako narcis igra žrtvo, vedno. Žrtvo, jaz sem žrtvo. Jaz bi tudi lahko bil žrtvo za vse, pa nisem žrtvo. Jaz sem to rešil. Jaz vem, da sem bil na tarči, ampak nisem več žrtev. Bil sem na kolenih, ampak sem se vstal in rekel, kaj zdaj? To me ne moreš, kaj ne moreš, tišina. Jaz sem na 2 nogah vstal. Ja, pa ne moreš, pejt ti delati, kar češ, mene pa primernost, ne? Dokler ne škodujem nikomu, se držim zakona ljubezni, je vse ok. Ne? Potem imamo, you can give a person knowledge, but you can't make them think. Ne? Ljudem ti lahko daš znanje, ne moreš jih pa prepričati, da mislijo. Lahko jaz razdelim informacije, kakor čem, ampak je treba razmišljati s svojo glavo. Misliti s svojom glavom ponekad ni greh, je rekel spet Aki iz Parnega valka. Ne? Nekateri ljudje želijo ostati trapelni, samo zato, ker resnica zahteva spremembo delovanja. Ne razmišljati o trikih, ampak razmišljati o tem, kako si bil nategnen sam. Vsi smo bili nategnjeni po hierarhični lestvici. Ne, krožno na tega sem video naredil, upam, da vam je jasen. Ljudje mislijo, da ko so enega prevarali, da oni pa niso prevarani. To je joj. Ne? Ker iz tega naslova je tudi tako, da v bistvu taki vara je ljubosumen, zato ker misli, da vsi varajo. Ne? Isti sapi mu pa ne moš povedati, da je nategnen. Ne? Sem čisti paradoks. Bomo videli, kam bo pelil čas. Kadar si pripravljen, se svet duhovnosti pokaže stvari, ki jih ostali še ne vidijo. Tale slika je zelo pomenljiva. Če sem rekel, globlje, ko se poglabljaš, prej smo videli na eni slikci, globlje, ko se poglabljaš, bolj si nerazumljiv, seveda, zaradi tega, ker je treba stvari razumeti in je treba za to uporabljati To je tista prejšnja slikca, ki pravi, da je treba malo misliti in to je uporaba uma. In skozi se da stvari videti, intuicija, razum, čustvena inteligenca, kaj sem, kva še zraven tle pride, ampak ene stvari enostavno razumeš in pika. In vidiš jih, kadar se približaš svojemu energetskemu biti, spiritualnemu svetu, duhovnemu svetu. Zdaj, Kekec je bil uiber duhoven, ne, da ne bo pomote, on je bil super duhoven človek. Sam ni nikoli nič o tem govoril. In ja, we are Q and this is not a game. Mi smo Q. Vsak izmed nas, ki se je postavil na stran resnice, je Q. Ja, Q ni resničen. Ok, pol nisi resničen. Pa si laž. Tako da Q je vsak izmed nas, a je prav, zaradi tega, ker v bistvu smo glasniki resnice, zato ker smo tisti, ki razbijamo dogme,
razbijamo belief system, sistem prepričanj, indoktrinacijo razbijamo. Ja, ni enostavno, ne? In vsak, ne glede na to, ali je čist prav ali ni čist glih prav, čist vsak pravzaprav je v bistvu Q, ki je podaril od sebe nekaj resnice. Zdaj, treba je biti pa pozoren, da ne nasedamo pol resnicam. Ne? To je pa zdaj druga pesem. Ja, the shift has begun, the whale is lifting. Shift, preporod, dvig zavesti se je začel in kaj ti tančica se dviguje. Whale je tančica. Ja, tanjša, dviguje, vse bolj jasno postaja širina natege in širina naših lastnih, kdo smo. Kdo smo, to je velika stvar, ampak to mora vsak sam pri sebi začutiti in dognati in spoznati, ker jaz to čutim tako, nekdo drug pa drugače. To je tisto, kar sem napisal, narkomani, kako je sedanja družba navlečena na občutke, ne? Kleptoman ukrade zaradi tega, ker mu je ratel, občutek mu je the best, zmagoslaven. Kako je dobil na loteriji? Zakaj so ljudje loterijske liste kupujejo? Ne? Zato, ker upajo na nekaj in ker so enkrat že zadeli in wow, in bodo še. Ne? No in to so droge, ki jih proizvaja lastna psiha, celo to, da dela cenovnega jim tudi kar dobro pele. Dobro, jaz mislim, da sem tlele prišel do konca mojega seznama. Eno uro, 1 minuto in 5 sekund. Ja, dost bo, ne? Pa sem vas kar okradil, ne? Sem vam ukradil čas in pozornost. Želim vam, da tudi vi najdete kakšno dobro playlisto in si jo sestavite takole na YouTubeu, kot jo imam jaz. Če ne poznate, na YouTubeu napišeš, greš na domačo stran od YouTubea in on ti da priporočeno, ne vem kaj, od zgoraj imate na vrh pasico in izberete mix. Tam so pa miksi, ki so v bistvu glasba pripravljena na osnovi tega, kaj ste poslušali in kaj imate radi. Zdaj, če poslušate reklame, morate pa se še skiniti reklame. Ne? To je pa treba dati. Tako je že nek... sem pa zdaj pozabil. V Chroma noter se da en... Čakaj, a če prav pogledati, ne morem pogledati. Na telefonu mi vrti reklame, na kompjuterju pa ne. Tudi vidite, za mano se ni nobena reklama zavrtela, zaradi tega, ker imam U-block. Napišeš v Google U-block in ga daš add to Chrome, dodaj v Chrome in to je to. In pol nimate več reklam. A ste to rabili po 2 letih, ne znate še, ali kaj? Ojoj, tisti, ki imate super, the best, ste razgledani, tisti, ki ne, nič hudega, niste obveščeni, jaz pač tak sem. Evo, imamo zadnji napise, odjavna špica je prišla, dragi moji, rad vas imam, ljubljeni smo od vesolja, širše od ata, sami v sebi ste ljubljeni, le na ljubezen ste pozabili. Remember who you are, spomen se, kdo si čista ljubezen. In prav je, da to čisto ljubezen vzdržujemo in jo damo na plano in pokažemo svetu, kdo smo. Držite se. Čau, čau.